Močna ženska ni trda, ni stroga, ni kamen, ampak še vedno je mehka, je ženstvena, je igriva, kreativna. Lahko rečemo, lahko tudi je glamurozna. Ampak še vedno odločna. Dobrodošli v današnjem podcastu. Z nami je mati dveh fantov, žena, hči, sestra, direktorica uspešnega podjetja, Vida Lipovnik-Bosiljevec. Dobrodošla. Hvala, pozdravljen. Hvala, da si se odzvala temu našemu vabilu. Tvoje podjetje se imenuje Vaše zdravje. Ja. In si aktivna na tem področju. To gre za družinsko podjetje. Tako je. S čim se pravzaprav ukvarjate? Ukvarjamo se z zdravstveno dejavnostjo, rentgen in pa ultrazvočna diagnostika v Mariboru. Kako je prišlo do tega podjetja? Torej, začela sta že tvoja starša? Tako je. Moj oče je sicer psihiater, mama je radiologinja. V 90-ih letih, nekako, ko se je Slovenija osamosvojila, so se ponudile nove možnosti tudi za zdravnike, da so šli v zasebno prakso, in tudi moja starša sta se odločila, da poskusita na svoje. Tako da leta 1995 sta odprla svoj ambulanti, vsak svojo, tako da letos praznujemo 30. obletnico obstoja. Oziroma iz njune zasebne prakse se je razvilo to podjetje, kot je danes. In potem kasneje je to prešlo v zdravstveni zavod in še kasneje do Vaše zdravje d.o.o. Zanimivo je to ime, ker mi dostikrat rečemo, da je vsak odgovoren za svoje zdravje, in že v imenu podjetja je poudarjeno, da to gre za zdravje pacienta oziroma vaše zdravje. Tako je. Kako ste izbrali to ime, prav Vaše zdravje? Ja, to se spomnim, da smo bili moj brat, mama in jaz v pisarni in torej ravno izbirali ime, ravno v tem času, ko je dejavnost prehajala iz neke zasebne, iz posameznika v zdravstveni zavod, se pravi, iskali smo ime tega zdravstvenega zavoda in mislim, da je mama takrat rekla, pa bi želela, da se imenujemo Zdravje. Da je nekaj splošno, široko, da bodo ljudje vedeli, da poskrbimo za njihovo zdravje. In smo ugotovili, da podjetje s takim imenom že obstaja. In ko smo se še malo pogovarjali, smo se nekako vsi strinjali ravno to, da gre za vaše zdravje, in skupaj smo izbrali to ime. Čudovito. Po izobrazbi si radiološka inženirka. Tako je. Kaj te je privlačilo v tem poklicu? Iskreno, v ta poklic me je usmerila moja mama, ker sem končala gimnazijo v Mariboru, sem se najprej vpisala na ekonomsko fakulteto v Mariboru, ampak takrat še nekako nisem našla stika z to stroko, s to dejavnostjo, in sva nekako tudi z mamo skupaj razmišljali, v kateri smeri nadaljevati. Seveda želela sem si vpisati na neko fakulteto, dokončati, pridobiti določena znanja, in ker smo doma že imeli utečeno, uspešno podjetje, je nekako mama predlagala, bi bilo pa zanimivo, da končaš študij za radiološkega inženera in se potem pridružiš moji ekipi. In tako je tudi bilo. Tako da sem v bistvu najprej študij vpisala na Reki, na Hrvaškem, tam študirala 2 leti, nato pa in tam tudi napisala diplomo. Ko je bilo potrebno diplomo nostrificirati, pa sem bila še 1 leto v Ljubljani in še 1 diplomo napisala in se potem torej zaposlila v tem družinskem podjetju. Kako je šlo potem naprej, da si dejansko podjetje prevzela? Dolgo let sem bila v operativi, ker sem res poznala vse mikroprocese dela, tudi bila vedno prisotna, ko smo izbirali zaposlene, torej svoje sodelavke, vedno sem bila prisotna, ko sem lahko oblikovala svojo ekipo. Z bratom, ki je takrat vodil ta poslovni del podjetja, sem hodila na sestanke z dobavitelji, nekako sodelovala v glavnem v
tem življenju znotraj podjetja. No, nekje 3 leta nazaj pa sva se z bratom odločila, da torej on poskusi na svoji poslovni poti, jaz pa sem nekako želela res prevzeti in naprej voditi to družinsko podjetje, ker na vse zadnje 30 let ni malo. Bila sem prisotna od samih začetkov, takrat sem še bila v srednji šoli, ko sta starša zbirala od prvih potrdil, vseh dovoljenj, preden sta torej stopila na to samostojno pot. Nekako prisotna sem bila vsakič, ko se je opremljala kaka ordinacija, ko so bile tiste skrbi, tudi lepi trenutki, tako da življenje za tem podjetjem se je začelo res zelo zgodaj od samih začetkov in ga res čutim kot del sebe. Kaj je tisto, kar nekdo, ki pride k vam, dobi? Kaj dobi pacient, ki pride k vam? V prvi vrsti toplino, ker si tudi sama želim, da se moji zaposleni počutijo kot del družine. In res mi je zelo pomembno, da se pacient počuti spoštovan, sprejet, razumljen predvsem, da je prišel po pomoč, po odgovore, in pa da dobi razumevanje. Čeprav včasih ti odgovori pa izvidi niso najboljši, je tako? Ja. Kako komunicirati tak izvid ali pa tako stanje nekomu? To je bolj vprašanje za zdravnika, ki napiše to mnenje, oziroma pacient dobi izvid po končanem pregledu, ko je pri nas na ultrazvoku, ampak po feedbacku pacientov se večinoma zdravniki torej z njimi pogovorijo res tiste osnovne informacije, ki so jim potrebne, da jih, če je potrebno, usmerijo naprej k njihovim splošnemu zdravniku ali napotnemu zdravniku. Ampak ta del torej je res zdravniški del. No. Je kakšen nasvet, ki tukaj ti daš zdravnikom, da to prijaznost in to toplino ohranjajo tudi v takih situacijah? Pa moram reči, da ko je delala moja mama, ona že to toplino in srčnost ima. Tako da tu ni bilo kaj dosti sploh potrebno, oziroma itak, glede na to, da gre za ta odnos mama-hči, sem se jaz res veliko naučila in učim še vedno od nje. Pri zdravnikih, ki jih pa zdaj zaposlujemo, pa že tako ali tako gre za en občutek ob prvem stiku z človekom, najprej, ne. In verjamem in vidim, da že v začetni fazi izberem ljudi, ki nosijo to toplino v sebi. Tako da dostikrat vidim, da niti ni potrebno kaj dosti o tem govoriti ali pa jih posebej na to opozarjati, ker je to del njih, ne, so dostopni, razložijo, ko vidijo, da je potrebno, so res tam s srcem in pomagajo pacientu. Kaj si tukaj kot vodja najbolj želiš strani pacienta, ko dobi nek izvid? V prvi vrsti vem, da je pacientu seveda je tako kot jaz, ko sem v vlogi pacienta, misliš na sebe, ne, se pravi, da si ti v redu. Ko nisi v redu, če izvid ni takšen, kot bi si želel, vsekakor ravno to razumevanje in pa en spoštljiv odnos, sploh pri podajanju informacij. Ne, ker takrat, če izvid ni najboljši, si seveda raztresen, nimaš tega fokusa, vidiš, da nekdo govori, ampak ne slišiš besed. In takrat je res fino, če to na drugi strani strokovna oseba prepozna, da te zna umiriti, ali z kako gesto, ali z glasom, preveriti, če ste dobro, me razumete, rabite mojo pomoč, ali pokličem koga namesto vas, imate prevoz, ne, dostikrat, ko vidim, da gre kaka starejša gospa iz naše ambulante, prvo, kaj se spomnim, a ima ta gospa prevoz, nekako ocenim, da mogoče ne vozi sama
In potem me zanima, ali bo poklicala taksi, ali bo šla na avtobus, kako bo prišla domov. Tako da že ta stik, da te nekdo pozdravi, da te nekdo vpraša, mislim, da spremeni nekako razpoloženje, občutek tiste osebe v nekem trenutku. Spomnim se ene zgodbe, ki si jo pripovedovala pred časom, da si tudi ti sama, ko ste kupili nek nov stroj, neko novo napravo, šla in takrat odkrila. Ja, mama je kupovala nov ultrazvočni aparat in je želela malo stestirati, ker je tehnologija šla naprej, tako kot vedno gre. In je rekla, nič, Vida, pridi, tu si zdaj mi pri roki, vleži se, bova naredili pregled. In res je to bilo od glave do pete skoraj. In najprej je začela pač na tistem področju, ki je bilo najbolj domače oziroma kar je tudi največ preiskovala med pregledi, se pravi ultrazvok trebušnih organov. In najprej vse v redu, pa potem vidim, malo tišina, malo se je zresnila, pa je odkrila že takrat kako zadevico v žolčniku, pa malo ledvice. V redu, sem si rekla, bom morala začeti tudi malo gledati na zdravo prehrano, na zdrave življenjske navade, se pravi, da ime podjetja ne bo samo ime, ampak da dejansko tudi se držimo, da smo kongruentni. Ne bo samo vaše zdravje, bo tudi moje naše. zdravje, tako je. Pol pa je rekla, nič, grem še malo pogledati ščitnico in tudi sploh nisem nič pričakovala, da bi kaj takega bilo, in spet mama gleda in spet dolga tišina, dolga pauza in reče, veš kaj, ti pa imaš na ščitnici kar veliko cist, nekaj pa ni v redu. In ja, to je nekako bil tisti trenutek po čisti slučajnosti, tako malo iz heca bi se temu rekli, ali pa iz prakse, kjer je mama ugotovila, da imam eno stanje, za katero ni mogla takoj povedati, kaj točno pomeni, ampak seveda evo me napotila naprej na dodatne preiskave. Ja. Je bila prijazna in je to toplino izžarevala, kaj ti je to razlagala? Ali se je ustrašila? Kako je? Ja, mislim, je v drugi vlogi, ni samo kot zdravnik, ampak je zdaj tukaj kot mama, seveda. Ja, bil je prisoten tudi en strah, skrb, malo drugačna situacija, kot pa če pride k tebi pacient, ki ni tvoj najožji krog ljudi. Tako da, ja. Ampak jaz sem še bila takrat dovolj mlada, bi temu tako rekli. Ko si mlad, si poln optimizma, meni ne more nič biti, sploh ni noben problem. Bomo šli pogledat in res dejansko tudi še dan danes dojemam to kot eno stanje, ki je obvladljivo. Obvladljivo v smislu, da še vedno prevzemam odgovornost za to in v prvi vrsti sama naredim največ, kar lahko, da ohranjam ščitnico čim bolj funkcionalno, v čim boljšem zdravju, v čim boljši kondiciji. Se pravi, počnem stvari, ki krepijo moje zdravje, da mi lahko ščitnica pomaga temu, čemur je namenjena. Koliko si bila stara takrat? Takrat sem bila stara enih 24 let. Ja. Kaj so bile spremembe, ki si jih ponaredila, da si stanje izboljšala? Sej do teh sprememb je tudi preteklo kar nekaj let, tako da sem v bistvu šele pred 4 leti pa res naredila tisti res. Ko pa sem rekla, veš kaj, zdaj pa res ne morem stvari kar nekam potiskati ali pa to odgovornost prelagati na druge. Ko se recimo situacija poslabša, grem po neko čudežno zdravilo ali ne vem, ker to bilo glih obdobje, ko je bil dostop do zdravnika otežen zaradi pač epidemije. In takrat mi je nekako dokončno kapnilo, veš kaj, zdaj, ko smo nekako odrezani od nekih virov, kaj lahko naredim sama, tukaj in zdaj, s tem, kar imam. In izposodila sem si nekaj literature, malo sem šla vase, se poglobila vase, začela delati na osebnostni rasti in naredila neke spremembe, najprej v prehrani, v razmišljanju, v gibanju, ki ni bilo samo
ciljno usmerjeno, ne vem, zdaj pa je treba za poletje izboljšati postavo ali pa ne vem, za nek svečan dogodek, da mi bo prav tista obleka, ampak sem pogledala širše. Ne, se pravi, moje zdravje je res pomembno, torej bila sem že mama seveda in direktorica podjetja, se pravi, veliko ljudi je odvisnih od mojega zdravja in mi ni bilo težko narediti ta preskok in to spremembo, se pravi, da je tudi telesna aktivnost kontinuirana, zmerna, prilagojena mojemu počutju, mojim letom, mojim zmogljivostim. Kaj so bile spremembe? Ena stvar je to, da si postala veganka. Res je. Ja, kaj recimo je prva stvar, ki se je izločila in kako se je to odražalo v tvojem počutju? Ja, prva stvar, ki sem jo izločila, torej so vse živalske beljakovine, se pravi, ne jem jajc, mlečnih izdelkov, mesa. Uživam zelo bogato, čudovito hrano, se pravi, ne samo zelenjavo, sadje, ampak tu so stročnice, semena, oreščki, žita, tako da hrane je zelo veliko. Je bogata, je pisana, je tudi hranilna. Iskreno, res se dobro počutim. In to je to. Ker pa sem gurman, uživam v dobri hrani. Tako da mi je tudi bilo zelo pomembno, da je ta hrana, ki jo uživam, okusna. Tako da vsa ta polja so tukaj odkljukana. Je si šla pogledat potem, ko si naredila te spremembe na osebnostni rasti hrani, še enkrat na to napravo za ultrazvok, če je kakšna sprememba? Ja, šla sem na pregled k specialistu za ščitnične bolezni. Ravno letos v januarju sem imela pregled, kontrolo, kjer zdravnico sicer nisva dosti govorili o mojem življenjskem stilu, ker sem res šla tako čisto na pregled, da najprej dobim rezultate, pa da potem sama ocenim, ali je ta pot, ki sem si jo izbrala, gre v pravo smer, ali je mogoče potrebno vseeno kaj prilagoditi, spremeniti nazaj. Ampak ko me je zdravnica pregledala, se pravi krvne izvide, pa ultrazvočni pregled, je ugotovila, da so se mi te ciste zmanjšale in to občutno zmanjšale. Tako da sem zelo hvaležna in vesela, da takrat, ko sem se odločila, da očitno sem se prav odločila, nekaj delam v redu, nekaj, kar mi odgovarja. Zdaj je lahko, da je to od prehrane, lahko, da je moj izbor prehrane samo vpliva na moje počutje, pa je počutje tisto, ki rezultira to novo zdravstveno stanje. Tako da, mislim, diagnoza kot taka še vedno ostaja, ampak je obvladljiva torej in pa tako kot sem prej poudarila, mi je pomembno, da je moja ščitnica kot organ, ki ima res pomembno funkcijo v našem telesu, da čim bolje deluje, da jo ohranjam čim bolj dolgo vitalno, da je tukaj za mene, ko jo rabim. Ko sem sam končal v bolnici takrat 2003 in sem potem šel skozi neko fazo sprememb, sem nehal za 16 let jesti meso. In s COVID-om sem sicer spet začel. Opazil sem takrat, da vsaj moja okolica ni sprejela to najboljše. In mi je cel kup ljudi začelo govoriti, pa kaj govoriš, pa kaj si izmišljuješ, pa kako je tvoja okolica to sprejela? Moja družina, se pravi moj mož, moja 2 otroka, zelo v redu. Ker moža tudi nasploh, mislim, skrbi, seveda, vse nas skrbi za naše najbližje, ampak resnično si želi oziroma mi zaupa, če ocenim, da je to nekaj, kar mi lahko pomaga, me bo v tem podprl. Razen če res nekaj drastičnega, se pogovorimo in probamo skupaj najti neko rešitev. Ampak na tej moji poti me zelo podpira, celo do te mere, da je prevzel kuhinjo v naši družini. Ampak ne samo zato, da pripravi torej hrano zase in za otroka, ampak posebej pripravi obrok zame. Se pravi, izključno veganski obrok, ki ga potem za njih dopolni z nekim ali mesnim delom ali jajci ali pač karkoli, ne. Tako da v osnovi skuha vse vegansko, potem pa doda
še nekaj mesa za njih. Bravo. Ja. Kaj pa ostali? Ostali čisto različno. Jaz mislim, da zdaj že toliko časa, od takrat, ko si se ti odločil, pa do zdaj verjetno, ko je to vedno bolj prisotno pri nas, nekako živi z nami, ljudje imajo tudi določene alergije na hrano, intolerance in se mi zdi, da je več posluha. No, mogoče, če nekdo reče, da ima alergijo na oreščke, bodo vseeno bolj upoštevali, ko rečeš, da si vegan, mogoče opaziš nekoga, da misli, da si nekaj izmišljuješ, ampak nimam slabih izkušenj. Generalno gledano nimam slabih izkušenj, sploh v restavracijah se potrudijo, želijo priti naproti, če se le da, se prilagodijo. Tako da v osnovi nimam slabih izkušenj. Bolj recimo pri mami je bilo tudi nekaj novega, kaj je zdaj to, kaj si spet namislila, ampak ko je videla, da to ni muha enodnevnica, da to ni, ne vem, pač nekaj, da mi to res veliko pomeni, da se je izboljšalo moje zdravje, moj izgled, moje počutje. Seveda, ko vidiš pri otroku, da dela nekaj, kar mu koristi, zaradi česar je boljša oseba, to lažje sprejmeš in podpreš. Zdaj bom malo eno anekdoto povedala, ki se je ravno včeraj zgodila, ker sva imela eno tak pogovor z mojim mlajšim sinom in ravno na to temo in ravno to sem mu povedala na nek način. Zdaj zadnje čase je veliko na telefonu in opazila sem malo spremembo v njegovem obnašanju, komunikaciji in mu že par dni govorim, da mi to ni všeč, ga sprašujem, če je kaj narobe in mi pač zagotavlja, da ne, da vse je v redu, kaj imam finte in da on na telefonu, on bere, on nekaj pomembnega gleda. Sem rekla, Gašper, če bi to, da ti, ko gledaš v telefon in to nekaj bereš, jaz videla pozitivno spremembo, jaz bi ti dala 2 telefona, da gledaš v te telefone, ampak ker se tvoje obnašanje ne spreminja na bolje, ampak na slabše, mislim, da moramo nekaj spremeniti. Tako da, evo tu bi rekla, da podobno ta moja bližja okolica, če bi videli, da z mano nekaj ni v redu, bi mi zagotovo to na drugačen način pokazali, kot pa zdaj, ko je se počutim dobro. Bravo. Ja. Kakšen je bil ta preskok iz nekoga, ki dela v operativi v podjetju, do vodje oziroma direktorice? Kar izziv, bom rekla, čeprav to se je vse nekako dogajalo sproti, vzporedno in tudi mi je bilo zadnja leta zelo naporno, ker sem delala in v operativi in določene vodstvene funkcije. In potem moj delovnik ni več imel 8 ur, ampak 10, 12, ko sem prišla domov, sem dala na mizo računalnik, pa je to trajalo še. Ali pa recimo ne bi šla spat ob 10, 11, ampak ob 2 zjutraj. Tako da bi zdaj težko sploh človek rekel, koliko ur sem delala, ker si to seveda ne pišeš, ker gre za družinsko podjetje, zelo težko je tu ločiti zasebno od službenega. In tudi, ko delaš znotraj podjetja kot družina, je zelo težko ločiti privat čas s svojo družino in pa služben čas, ne, se to kar nekako prepleta, tako da je bilo kar naporno. In po eni strani, ko sem izstopila iz operative in prevzela vodstveno funkcijo, je bilo po eni strani olajšanje, po drugi strani pa spet stopiš v nekaj neznanega. Ne? Ampak mene to neznano ne prestraši, ampak me žene naprej. Ker se zavedam, da lahko prosiš za pomoč, da so ljudje, ki imajo znanja, ki jih jaz nimam, pa jih potrebujem. In pravzaprav se ne samo jaz, vsi. Ne? To sem si enkrat rekla, ne vem, če moram biti pravnik, ekonomist, ne vem kaj še vse, da vodim podjetje, potem je to nemogoče. Ne? Ampak lahko sem Vida
in imam pomoč v pravni službi, imam nekoga za računovodske, poslovne zadeve, nekoga, ki mi svetuje pri odločitvah. Na koncu se moram odločiti sama in s tem nimam težav, ne? Da se odločim, da prevzamem odgovornost, mi je pa pomembno, da imam dobre, kvalitetne, pravočasne informacije. Tako da mislim, da to mi je uspelo vzpostaviti en tak sistem in sem zadovoljna, ker nekako dobro funkcionira. Bravo. Kaj je bil največji izziv v tem prehodu? Največji izziv v tem prehodu. V bistvu, ja, se prilagoditi na nek nov sistem. Ne, rada sem delala z ljudmi, rada sem sprejemala ljudi v svojo ordinacijo oziroma v ta rentgen kabinet. Bi temu rekla, je potekala ena taka živahna komunikacija, vsak dan srečaš veliko ljudi, z enimi se lahko malo pošališ, drugi ti kaj zanimivega povejo, se nekaj naučiš. Pri enih se naučiš na indirekten način, ne, se pravi, kako nekaj ne vprašati ali nečesa ne narediti. V glavnem je neka dinamika. V tem delu, ko pa vodiš podjetje, pa si velikokrat malo osamljen, ker ko si v operativi, imaš tudi sodelavce in tudi ta dinamika je prisotna, ne. Ko pa enkrat zasedeš mesto šefa ali direktorja, pa ne, se te stvari, ne bom rekla ravno čez noč, ampak se spremenijo. Spremenijo se odnosi in ja, to mi je bil največji izziv, moram priznati, zdaj, ko smo pri odnosih, da več naenkrat nisi del ekipe, ampak si ti in ekipa. In to mi je bilo nekako težko dojeti kot tisto eno obdobje, ko odrasteš, ko ugotoviš, da več nisi otrok, ampak si zdaj odrasla oseba in moraš prevzeti odgovornost in moraš poskrbeti zase ali pa mogoče še za koga drugega. Ja, ta del. Zdaj imaš kar veliko ekipo, torej mislim, da vas je 15? Z pogodbenimi sodelavci, ja. Nekje 15. In kako jih motiviraš? Mislim, ker ena stvar je ta, da če hočeš nekoga drugega motivirati, moraš sebe, začneš pri sebi in na kakšen način to počneš. Trudim se nekako voditi z zgledom. Veš, da sem že bila, oziroma da je bil povod, da sem se udeležila tvoje prve delavnice kavča, torej ravno zato, ker sem želela izboljšati komunikacijo s svojimi zaposlenimi, nekako sem tu imela neke blokade, ovire, pa tudi ne gre čez noč, to je res dolgo delo na sebi, rabiš tudi en feedback, rabiš tista ogledala, da vidiš, ali delaš prav, ali lahko še kaj malo se prilagodiš, tako da trudim se motivirati z zgledom in pa seveda z delom na sebi. Dobro je to skomunicirati, seveda, ne? Da zaposleni razumejo in vejo, kaj želim doseči, kaj želim povedati, kaj želim pokazati. In pa ja, motiviram jih tudi tako, da si vzamemo čas zase, malo stran od službe, da gremo kdaj na kako kosilo. Recimo zdaj nazadnje smo bili na fitnessu kot ekipa, da malo se razgibamo, malo na drugačen način podružimo, da si tam povemo neke stvari, ki si jih ne moremo povedati v službi, na delovnem mestu, ko je gužva, ko so pacienti, ko nikoli ni primeren čas. In pa tudi v petek ravno smo imeli en team building, ki je bil team building v pravem pomenu besede, se pravi namenjen temu, da razvijemo en globlji odnos, da se povežemo. Malo smo trenirali komunikacijske veščine, trenirali smo, torej, kako bolje sodelovati, se povezati, iskati rešitve izven okvirjev. Tako da mislim, da na takih dogodkih zunaj službe nekako bolje spoznaš sodelavce, bolje spoznaš, kako razmišljajo, kaj jim je pomembno. V bistvu dragocene stvari lahko dobiš, izveš in potem, da jih skupaj uporabimo, ko se spet vrnemo v službo in začnemo delati. Bravo.
V čem misliš, da si ti res odlična ali pa dobra? Bi rekla, da to mojo osebno odličnost so oblikovale močne ženske v moji družini. Moja babica in moja mama, ene babice nažalost nisem poznala, ampak sem o njej slišala toliko, da tudi lahko povem, da je bila močna ženska, predvsem v smislu, da je konstantno iskala rešitev, vedno pot naprej. Se pravi, da so te ženske v moji družini vztrajne, dobre strateginje, enostavno ne odnehajo. Poskrbijo za družino, za boljšo prihodnost, v smislu torej boljšega položaja in to je nekako moja, bi rekla, odličnost, vrednota, da verjamem, da so stvari izvedljive, da je vse mogoče. Samo treba je najti pravi pristop, pravo strategijo, pravi način in vse je možno. Prav. In pa tudi nekako vidim, rada dam vsem priložnost. Verjamem, da si vsak zasluži priložnost. Da je ta osebna odličnost, ta neka posebna iskra v vsakem od nas. In to me nekako izpolnjuje, navdihuje, to mi daje namen, da ustvarjam te prostore, v katerih si želim, da bi se ljudje počutili sprejete, videne, slišane, in pa da znajo in zmorejo, če le želijo, in da tudi razumejo ta koncept, da nič ni nemogoče. Ker če ne veš ti, vprašaj. Tako kot sem rekla že prej, jaz nisem pravnik, nisem končala študija ekonomije, ampak sem ugotovila, da ne rabim imeti, ne vem, 3, 4, 5 diplom, da lahko potem suvereno rečem, zdaj pa sem pripravljena, da vodim podjetje. Ampak tistega, česar jaz ne znam, ne obvladam, so ljudje, ki mi lahko ponudijo to znanje, da lahko bolje vodim tim, podjetje in enako verjamem za vsakega, ki pride delat k nam. Torej, močna ženska je ženska, ki si upa vprašati za pomoč. Tako je, ki si upa vprašati za pomoč in pa hkrati, da se zaveda, da še vseeno pri tem je lahko igriva, je lahko torej modna navdušenka, je lahko v bleščicah, torej diva v polnem pomenu besede in bi si želela, da taka, torej ženstvena ženska stopi vedno bolj v ospredje in v poslovni svet, da bi sama sebe jemala resno, dovolj resno in da bi jo tudi drugi jemali resno. Oziroma, da zdaj povem v prvi osebi, ta dva dela sem mislila, preden sem prevzela vodenje podjetja, sem verjela, da se ta dva dela izključujeta. Če prevzamem neko resno funkcijo, moram postati stroga, resna, spremeniti v bistvu en del sebe in najbolj vesela sem, ker sem ugotovila, da ne rabim, da lahko ostanem vse to, kar je moje bistvo, oziroma da ga lahko še razvijem, nadgrajujem, v tem živim, uživam in sem hkrati in me hkrati ljudje jemljejo resno. Ampak da bi me ljudje jemali resno, moram najprej samo sebe začeti jemati resno in se videti kot in poslovno žensko, in kot žensko, ki ima rada modo, estetiko, ritem, umetnost in da so te stvari v bistvu združljive. Torej, začela si s to modo in deva nekaj na to temo reči. Vem, da si velika ljubiteljica mode in da si včasih tudi model. To pomeni, da oblečeš kakšno izmed teh kreacij in stopiš pod, ko se temu reče, modna pista. Tako. Ja. Kako si prišla do tega, da si se to odločila? To je čisto po res veliki slučajnosti, ampak kot vsaka, ne nujno vsaka deklica, ampak kot deklica sem sanjala o tem, da bi bila ali baletka, ali manekenka, ali nekaj. Pa se mi to nekako ni uresničilo in zdaj v tej moji zreli dobi
tako kot si napovedal, modna navdušenka, rada nakupujem lepe obleke, se malo pogovarjam z oblikovalkami in smo tako navezale nek domač, prijeten stik. In je tako prišlo povabilo od ene od teh oblikovalk, če bi bila pripravljena obleči torej njene kreacije in jaz temu rečem sprehoditi njeno obleko. In normalno, da se je takoj prebudila tista mala Vida in to je bila zame sreča in privilegij. Tako da sploh nisem razmišljala o tem, da bo treba znati hoditi, da bo to nekdo gledal, da bo tam publika. V glavnem, ko nekdo trofi to mojo otroško željo, jaz odmislim vse druge faktorje, ne, reflektorji, glasba, ne vem, lahko se ti zgodi to, ono, v glavnem to zame ne obstaja, ne, ker se nekako napolni ta moja čaša in jaz uživam že v sami misli, kako bo to izgledalo in kako se bom jaz fantastično počutila, tako da kot model v bistvu to res delam nekako, ne bom rekla dobrodelno, ampak kot nekako iz dobre volje, ampak ne vem, kdo komu bolj pomaga. Ali jaz tej oblikovalki ali oblikovalka meni, tako da to gre v bistvu bolj za eno tako vzajemno zadevo. To je zanimiv poklic, no. Slišal sem, da obstajajo sprehajalci psov, nisem pa še slišal za sprehajalke oblek. Res je. No, evo, zdaj vemo. Bravo. Ja. Zdaj, kaj bi ti svetovala ženskam, ki nas zdaj poslušajo in si ne upajo te ženstvenosti izraziti, si ne upajo teh otroških sanj izražati, kaj jim svetuješ? Torej, da zaupajo sebi, da ostanejo zveste sebi, ker to je tista prvi korak in pa prava pot do osebne izpolnjenosti in sreče. In pa res razumem, da je težko, težko v smislu premagati ta strah, kaj bo rekla okolica. Ampak ko začutiš sebe in ko vidiš vsak dan majhne spremembe na bolje, da se ti odpirajo nova vrata, srečuješ nove ljudi, ki podpirajo to tvojo novo podobo, začutiš tisto pravo sebe. In potem, tako kot sem rekla, vidiš, da ni nujno, da zavržeš tisti ali stari del sebe, ali da čisto prenehaš delovati na nekem področju, v katerem si se izmojstril, ali že imaš neko dejavnost, prakso, poklic, ampak da lahko lepo združiš ta pristni del sebe in tisto, kar pač znaš in pa tudi konec koncev rad delaš, ne. Se pravi, verjeti vase, predvsem si prisluhniti, delati na sebi, razvijati svoje sposobnosti, svoj notranji svet in živeti s polnimi pljuči. Je tebi kdaj težko in kaj narediš takrat? Ja, je. Mislim, seveda. Takrat grem vase, se pravi, veliko se pogovarjam s sabo. Rada najdem nek razlog, rada najdem vsaj neko razlago, zakaj delujem na nek način, če se mi to predolgo dogaja. In ravno NLP mi je pri tem zelo pomagal, da sem si začela postavljati boljša vprašanja. Stvar zdaj pogledam iz več zornih kotov. Ne, vidim neke druge možne rešitve. Prepoznam že takoj, kdaj mi gre misel v neko negativo in si rečem, ok, kaj pa če? Ne? In začnem razmišljati v pozitivno. In že samo ta občutek, da obstajajo druge možnosti, ker jih prej ni bilo, me nekako prej vrne v tukaj in zdaj, in da lažje stopim v akcijo. Ne, tako da recimo ni zdaj čisto nujno taki primer, ampak se mi je zdelo luštno omeniti. Torej, ko sem zaključevala osnovno šolo,
sem želela postati modna oblikovalka, se pravi sem se želela na srednjo oblikovalsko šolo. Jaz sem drugače iz Maribora, kar se mi sliši. To pomeni, da bi morala iti v Ljubljano v srednjo šolo in starši niso bili navdušeni. Ostala sem seveda v Mariboru, šla v gimnazijo in tako naprej, ampak zdaj, torej že v moji odrasli dobi, kot direktorica podjetja, jaz še vedno v mislih, ne, jo je grozno, jaz sem hotela nekaj biti, pa nisem mogla, sem in tja, in v tistem trenutku prepoznam to misel, ta neki cikel, ki mi ne koristi. Ne? In si rečem, ok, Vida, glej, čakaj malo, odrasla sem, imam svoj denar, imaš možnosti, v čem je problem? Ne? Če bi rada znala krojiti, šivati, oblikovati, pojdi, plačaj tečaj in se izuči. Tako da, no, in to sem naredila, recimo, ne, in ko sem naredila že v mislih ta proces, je nek mogoče priokus tega, da mi je bilo nekaj prikrajšano v otroštvu, odpadel, ne, in tudi starše vidim v drugi luči takrat, razumem, ne, so bili mogoče zaskrbljeni, karkoli, seveda želeli so najboljše zame. Ne, in so se odločili, kot so se odločili, in hvala Bogu, danes sem srečna, zadovoljna in hvaležna, da so tako postopali, kar pa ne pomeni, da še vedno ne morem delati tega, kar sem si želela kot deklica. Ne, tako da, evo. Torej, iz tega občutka ali pa vloge žrtve Tako. Si šla v to, da si ti tista, ki odločaš, kaj misliš, kaj čutiš. Ja. In potem si se vpisala v tečaj? Sem vpisala v 2 tečaja celo. 2 različni učiteljici sem imela in hitro sem ugotovila, da to mogoče ni poklic zame ali pa nek hobi, ki bi ga jaz še dalje razvijala. Torej še vedno obožujem modo, rada se oblačim v lepe kreacije, ampak to prepuščam strokovnjakinjam. Ni zame, bom tako rekla. Ne. Čeprav je dobra veščina, da treniraš fokus, koncentracijo, strateško razmišljanje, ne, ker to ni vseeno, kaj prej zašiješ, pa na katerem delu, ampak ne, ni mi žal, da se je izteklo tako, kot se je. Odlično. Ja. Zdaj, en preboj, ki si ga naredila s pomočjo NLP-ja in coachinga, je bilo tudi to, da si prej verjela, da ni vljudno postavljati vprašanja. Ja. Torej, da če nekomu postaviš vprašanja, nisi vljudna. Tako. Kako si to zdaj spremenila s temi znanji in orodji in kako je to vplivalo na tvoje vodenje? Ja, res, to postavljanje vprašanj, si mislila, da to je, da v zasebnost nekoga vdiraš in tako naprej. In ja, od coachinga, pa še bolj bom rekla NLP-ja z metamodelom, z vsemi ostali modeli in pa na koncu to, da sem še nadaljevala na študij hipnoze. Ne znam opisati, pač preprosto v meni se je nekaj premaknilo. Ena sprostitev, razbremenjenost, celo vidiš, da je, oziroma ugotovila sem, kako zelo koristno je spraševati, ne samo, da je fajn nekoga nekaj vprašati, ampak da moraš spraševati, ne, ker vidiš, da moj model sveta je nekaj čisto drugega, kot pa od nekoga spet drugega, na drugi strani recimo mojih zaposlenih. In jaz mislim, to bi moralo biti narejeno tako, niti ne vprašam, če je jasno, niti ne vprašam mogoče za njeno mnenje, ali kako bi ona to naredila, ali ne. In je lahko rezultat čisto zgrešen, ne, ampak odgovornost nosim jaz, ker nisem vprašala, ker se nisem pozanimala, ker nisem dala možnosti in priložnosti, da pridemo do boljše rešitve. Tako da cel svet se mi je odprl. No, temu si tudi ti pripomogel s tvojo hipnozo. In se mi zdi, da od takrat res je nekaj znotraj mene, kar je odpadlo. Se pravi, ena tista ovira, ja, ne znam opisati, ampak... Torej, tvoj nasvet je, da vodje morajo postavljati vprašanja. Nujno.
nujno. Mislim, ne samo vodje, ampak res razumem, da za razjasnitev česarkoli v življenju, ali si turist, ali greš v trgovino, ali v restauracijo, dobro je postavljati vprašanja, že da malo razjasniš situacijo, ker nekdo lahko zelo posplošeno govori. Ne, in če ti vzameš kar nekaj od tega, jaz si to razložim po svoje. Nekdo razume to drugače in tu je zelo koristno vprašati, kako točno, kaj ste s tem mislili. Mislim, vrsta vprašanj se odpre in zdaj jih z veseljem sprašujem. Ne, in ja, tudi sina sem včeraj vprašala, ko je rekel, ne vem, kaj pa če bi vedel? Ja. Odlično. Ampak dobro, reakcija z druge strani ni bila čist tak, ne, da bi bil vesel, da mi bo začel odgovarjati, ampak dobro, vsaj imam pripravljeno vprašanje. No, ne vem, kaj pa če bi vedel? Tudi sinova si poslala na NLP delavnico za najstnike. Ja. Zakaj? Kaj je bila motivacija, da se tudi ona dva opremita s temi orodji in znanji? Ja, predvsem to, ker se mi zdi to res pomembno in koristno, da bi ta orodja in znanja učili že mislim, v osnovni šoli, ne, da glih ne rečem v vrtcu, ampak premalo se zavedamo moči jezika, moči sugestij, in to sem si predvsem želela, da moja otroka prideta v stik s tem prej, kot pa sem prišla jaz. Tako da se mi zdelo fantastično in še vedno se mi zdi fantastično, da še vedno skrbiš in to omogočaš otrokom, da se vsako leto udeležijo teh delavnic, da dobijo malo drugačne informacije, kot pa jih dobivajo recimo iz družbenih omrežij, v šoli, med vrstniki, da imajo vse možnosti izbire. Zdaj, ogromno časa posvečaš temu, da se ti izboljšuješ, da pomagaš otrokom, oziroma otrokom, da se izboljšujejo. Kaj je tvoj nasvet za ljudi danes, ki pravijo, da nimajo časa, denarja in dostikrat opažam tudi mogoče vlogo žrtve, da so tam, kjer so in ne naredijo spremembe. Torej, kakšen način razmišljanja se ti zdi koristen, da se začne ta kepa sprememb dogajati? Mene osebno požene to, da več znanja, več orodij, kot imaš, bolj si samostojen. Se pravi, meni zelo veliko pomeni ta samostojnost, da si lahko omogočim stvari, ki si jih želim. In se pravi, več ko vložiš vase, več možnosti imaš. Ne, priznam, seveda, ne, vsi smo v situaciji, ko bi najraje, da pride nekdo s čarobno palčko ali da pride nek rešitelj in ti reče, na, tukaj imaš, ne, ampak za vsem tem, oziroma vse ima svojo ceno, bom tako rekla, ne. Vsem, kar nekaj dobiš, en del, oziroma če ti nekdo nekaj kar tako podari, en del sebe izgubiš. In sem občutila to na svoji koži in to je tisto moje stran od bolečine, bom rekla, no, to je ta moj motivator. Vsakič, ko spet padem v tisto energijo, lažje bi bilo, če bi mi nekdo nekaj prinesel na pladnju, že gotovega, že kar urejenega, da samo stopim v te čevlje noter, se spomnim, da odzadaj, da je neki drobni tisk, ki pa ni nujno, da je tako prijeten. In potem raje grem čez tisto malo težjo pot, pa je na koncu nagrada toliko slajša, ker sem bogatejša za neka znanja, izkušnje in dobim ta orodja in moč, recimo zdaj v obliki znanja, s katerimi si lahko sama ustvarjam prihodnost, ki si jo želim. Ne, da se pravi ta, da si odvisen od sebe, kjerkoli, čim bolj si lahko. Zdaj, ki si omenila prihodnost, kakšno prihodnost si želiš? Za svoje podjetje recimo in tudi za sebe in družino? Zase, da res občutim hvaležnost in srečo vsak dan. Da živim v lepem okolju. Hvaležna sem za svojo družino,
Zelo cenim ta čas, ki ga imamo skupaj, tako da si tudi v prihodnje želim, da še dalje tkemo te čudovite vezi. Za svoje podjetje seveda si želim rast, razvoj v vseh pogledih, v znanju, tehnološki razvoj, v torej številu zaposlenih. Res si želim razvoj, ko bomo, ali pa da razširimo našo dejavnost še na druga področja, ker si res želim pomagati ljudem. Vidim, da ljudje rabijo pomoč, toplino, neko strokovnost in s to ekipo, ki jo imam sedaj, res vidim, kako odlično to počnemo in delamo. In vidim, da so moji zaposleni zadovoljni, ko prispevajo k družbenemu dobremu in si želim to delati še naprej. Tako da z enim zdravim, stabilnim podjetjem, z široko, ali pa čim širšo ponudbo storitev, lahko to še naprej zagotavljamo našim pacientom in vsem, ki potrebujejo naše storitve. Čeprav, tukaj si rekel prej, ti si imela nek slučaj, pa mogoče celo neke vrste čudež, da si slučajno odkrila, da je nekaj s tabo narobe, ne, da si šla na to diagnostiko. Ne. Ja. Veliko ljudi ne razmišlja o tem, da pridejo narediti neko nek preventivni pregled, temveč je ponavadi bolj neka napotnica, ki jih že nekaj boli, nekaj ni v redu. Ne. Ja. Torej, verjetno ni slabo, da nekdo preventivno to naredi, kar ti počnete. Ja, ja. Recimo zdaj v naši dejavnosti, kot sem prej omenila, imamo rentgen diagnostiko in pa ultrazvočno diagnostiko. Zdaj pri rentgenu preventiva ni možna, ne, ker le gre za sevanje. Kaj se pa tiče ultrazvoka, pa tu zdaj torej potem mislim na to neko širitev dejavnosti, da lahko dodamo še mogoče kakšne druge preiskave, ki dopolnijo ultrazvočni pregled in dajo širšo sliko, uvid v človekovo torej zdravstveno stanje. Ravno to, kot si omenil, se pravi za namen neke preventive. Ne, kot neke ali presejalni testi, pregledi, ki jih lahko delajo letno ali na neko obdobje, da res kontrolirajo svoje zdravje. Tukaj, ko govoriva o preventivi, je ta pregled kot ena izmed opcij, kaj pa recimo nek širši, bolj celovit način življenja, ker ti v resnici si pomagala z spremembo razmišljanja, s temi različnimi orodji, kot je NLP hipnoza, spremembo prehrane, gibanja. Enkrat si objavila nek posnetek, kako si z ekipo v podjetju na nekem zelo intenzivnem treningu. Torej, koliko se ti zdi, da zdravstvo danes posveča pozornost preventivi in kje tukaj vidiš priložnost? Zagotovo ja, en del zdravstva se ukvarja tudi s preventivo. Pa ne bom rekla premalo, ker to je tako nehvaležno, ker vem, da vsak, ki dela, verjamem, da se vsi v zdravstvu trudijo na svojem področju po najboljših močeh, ampak ta vzgoja o zdravju sodi v primarno družino. Se pravi, res se vse začne z vzorci, ki jih otrok dobi od doma. In potem je zdravstvo, vidim tu samo en še sistem, ki dopolni že neka vedenja, znanja in tako naprej. Zdaj situacija taka, kot pa je, ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno. Ja, pa je potrebno še s kako dodatno dejavnostjo, ki, ja, vidim tudi eno idejo, eno priložnost, da ponudimo v sklopu podjetja Vaše zdravje, mogoče res, eno tako dejavnost, ki ni vezana na izključno zdravstveno dejavnost, ampak na izobraževalno smer, se pravi ozaveščanje, opolnomočanje ljudi z raznimi tečaji, nasveti, predavanji v tem smislu. Ja. Odlično. Torej, kot podjetnica in mama, ki je prevzela družinsko podjetje, si želiš
da bosta tvoja sinova to naprej tudi sama naredila in kako je sploh ta prehod, ker eni, ko prenašajo družinska podjetja, so bolj uspešni, eni manj, pri vas je to zgodba o uspehu. Je kakšen nasvet, ki ga imaš tukaj in kaj si ti želiš naprej? Ja, svojim otrokom nekako dopuščam prosto pot, da si res izberejo tisto, kar jih veseli. Če ju bo pritegnilo, da data svoj del ali pa doprinos temu podjetju, bom hvaležna, bom vesela, ampak to je res nekaj, kar mora priti iz njiju. Ker konec koncev s tem podjetjem živita ona dva pa res od svojega rojstva, vidita svojo babico, torej mojo mamo, še dan danes malo pomaga, jima kaj pokaže v zvezi z njenim delom, vidita mene, sta si že neko sliko ustvarila, kaj pomeni delo, kot ga upravljam jaz, kaj pomeni družinsko podjetje in mogoče že imata nek občutek, ali je to nekaj, kar imajo všeč, mogoče malo manj in ne bi jima želela nekega pritiska ustvarjati, da morata po tej poti ali prevzemati, torej ali prevzeti družinsko podjetje. Če pa bo želja, pa imata mojo polno podporo. Je to čudovit poklic, že ta moj osnovni poklic, torej, da sem inženirka radiologije, zelo kreativen, ustvarjalen, tudi če bi kdo želel biti zdravnik, jaz mislim, da je bila moja mama najbolj vesela, ker ona pač vidi, da je njen poklic najlepši in najboljši. Je pa tu prostora za marsikateri poklic, ali je to ekonomist, informatik, po želji. Tako da podpiram in bom podpirala, karkoli si boste izbrala. Če boste hotela postati modna oblikovalca, to, kar so tebi starši takrat onemogočili na nek način, jo boš posebno podprla? Seveda. Res mi je pomembno, da sta zadovoljna, da sta izpolnjena, da raziskujeta na področju, ki ima je blizu, ker verjamem, da je tam potem tista res osebna in poslovna odličnost. Bravo. Deva se vrniti k tem močnim ženskam, torej izhajaš iz družine močnih žensk in tudi si neke vrste zgled, inspiracija za številne ženske. Kaj jim svetuješ? Kaj svetuješ danes ženskam, ki bi se rade opolnomočile, ki čutijo, da imajo več potencijala v sebi, ki imajo moče neko zagrenjenost iz preteklosti, ko so jim starši nekaj naredili ali pa rekli, okolica, in danes čutijo, da so sposobne veliko več, kot dajejo. Kaj je tvoj nasvet? Ja, najprej zdržati, ko je nevzdržno. Se pravi, ne se obrniti stran, ko boli, ampak pač ostati takrat sam s sabo, poglobiti se vase in poiskati vire, ki jih potrebujejo, da dosežejo cilj, ki so si ga zastavile, ali pa nekaj, kar si želijo. Evo, tako kot sem rekla, poiskati vire, če je to dodatno izobraževanje, če je to coach, če je to karkoli, enostavno naj bodo pogumne, naj verjamejo vase in naj investirajo vase. Tako kot sem prej povedala, ne obstaja čarobna palčka, ne obstaja nek odrešitelj, oziroma ta odrešitelj pride, ko same naredimo nekaj korakov. In potem spet čutiš tisto pomoč od zunaj, ampak ostaneš v zavedanju, da je potrebno delati naprej. Da je vredno učiti se, rasti, vztrajati. Čeprav ona bi lahko rekla, tebi je lahko, ker ti si imela zgled, si imela obe babici, ki sta bili močni ženski, mamo in kaj rečeš takim, ki ti rečejo? Jaz se rečem, da je treba izluščiti to, kar jaz vidim danes. To mi ni bilo tako povedano, Vida, jaz sem tvoja mama, jaz sem močna ženska in vzglej se po meni, ker bo ti lahko v življenju. Ampak ta močna ženska ima tudi močne besede, s katerimi je vzgajala, ima močne prijeme, s katerimi je vzgajala. To ni bila, kot sva uvodoma rekla, kakva je tvoja pot, kak si pristala v tem poklicu. Ni bilo samo tako, midve smo se malo pogovarjali, kaj bi jaz delala, ne.
Tu je bil pogovor, tu je bil prijem, tu je bila jasna namera, ali to, ne, in ne, hočem povedati, mogoče je videti enostavno, ker sem jaz ker nekaj imam, ampak, tako kot sem rekla, treba je znati potem izluščiti, ne, to, vrlino, veščino, to esenco teh žensk. Ne, na začetku se ti zdi, da so stroge, noben me ne razume, zakaj me ne podpre, zakaj me ne vidi taka, ko sem, ampak od zadaj je tista moč, tista vztrajnost. In pa predvsem, da so vzgajale z zgledom. Ni jim bilo lahko, ampak so verjele v nekaj višjega in so vztrajale, tudi ko je bilo težko. Zato pravim, ko si me vprašal na svet za ženske, da vztrajaš, da vzdržiš, ko je nevzdržno. In verjameš v svojo resnico in verjameš, da, ne, to je zdaj malo klišejsko, dežju posije sonce, ampak dejansko to je tisto, kar te vleče naprej, in to vidim, da je vleklo naprej mojo babico, mojo mamo. Moji mami je bilo težko, ko je šla leta 1995 iz ene organizirane institucije, iz javnega zdravstva v zasebništvo. To ni bil lahkoten prehod. Tu so bile solze, tu je bilo odrekanje, finančne težave, negotovost. Moj oče je zbolel. Jaz sem bila srednješolka, moj brat je študiral v Ameriki. Ni bilo enostavno, ampak je verjela v svoj korak, verjela je v sebe. In jaz sem bila zraven in to opazovala in jaz sem videla to bojevnico in ja. To pomeni, da močna ženska v bistvu se ne rodi, temveč v bistvu nastane tako, Ja. da v težkih situacijah vztraja in ne odneha. Tako. In tako kot smo tudi že prej povedala, se tudi ne boji prositi za pomoč. Se pravi, močna ženska ni trda, ni stroga, ni kamen, ampak še vedno je mehka, je ženstvena, je igriva, kreativna. Lahko rečemo, lahko tudi je glamurozna. Ampak še vedno odločna. Kaj je nek stavek, neka misel, nek nasvet, ki bi ga rada dala ljudem, ki naj jo danes poslušajo? Prvo mi pade na pamet, življenje je lepo. Res, vse to, kar sva se do zdaj pogovarjala in kar se mi zdi neka rdeča nit, in kar se mi res zdi pomembno, vztrajati, iskati odgovore, iskati rešitve, vse je mogoče. Rasti naprej, sama, evo, sem prej povedala, vem, kakšen je občutek, ko si zataknjen nekje, čutiš to neko nelagodje, ker veš v sebi, da obstaja te nek svet, o katerem sanjariš, in torej vztrajati, iskati odgovore, delati na sebi in vedno verjeti, da je življenje lepo. Wow. Čudovito. Je kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bi bilo dobro, da bi ti ga? Ne, mislim, da si me vse izprašal. Vida, jaz sem počaščen, hvaležen, da si bila naša gostja. Res mi je bilo čast in veselje. Želim veliko uspehov še naprej v tvoji osebni in poslovni poti. Mislim, da ime, ki ste ga izbrali za podjetje Vaše zdravje, je točno to, kar je na nek način ključno za to, da ljudje razumejo, da je zdravje njihovo, ne? Da lahko sami največ naredijo in da so sami odgovorni za sebe in svoje življenje. Jaz vidim res velik potencial za rast in tudi to sem ti hvaležen,
da si dala nek povod v razmišljanje, da je vsaka ženska lahko močna ženska in vse, kar rabi, je neka odločitev. In to vztrajnost tudi, ko ni najbolj enostavno. Tako da ja, hvala za tvojo udeležbo danes tukaj. Aleksander, hvala tebi. Res za soznanje in da ti verjameš v vse nas, tvoje tečajnike, študente, kakorkoli bi nas imenovala, v res izjemno podporo. Imaš zelo velik del v tem preboju, mojem osebnem, in da res zelo tenkočutno skrbiš za nadaljni tudi razvoj, ne? Da daš priložnost, povežeš ljudi med sabo, tako da res ena velika hvala tebi. Hvala lepa. Hvala, ker poslušate podcast oziroma podcast. Moje ime je Aleksander Šinigoj. Hvaležen, da ste z nami. Dovolite mi oziroma dovolite nam, da vam pomagamo izboljšati življenje. Ta podcast sponzorira Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, boste spoznali čudovita orodja za programiranje vašega notranjega sveta in orodja za to, da lahko vplivate na sebe ali pa pomagate drugim. Komaj čakam, da se vidimo, zato pohitite in se naročite na ta kanal oziroma ta podcast.